To nikogar ne smemo pustiti zadaj, je eden od tistih motov tega, recimo temu pravičnega prehoda, ki zdaj ne vključuje več samo prehoda na čistejše vire energije, na čistejše industrije, ampak tudi zelo veliko sredstev, ki se namenjajo za socialne ukrepe, za ukrepe na socialnem področju, predvsem zato, ker je Evropska komisija prepoznala, da regije, ki so v zaostanku ali ki bi lahko bile prizadete zaradi tega prehoda, da se dajo na voljo sredstva za blaženje teh posledic. Vključujoče družbe seveda lahko razdelamo na vse te elemente, izobraževanje, tudi medgeneracijsko sodelovanje, vseživljenjsko izobraževanje, nenazadnje gradnje na ta način in pa kohezijska politika v najširšem smislu, morajo udejanjati tudi ta načela.